Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer smo se danes znašli v zelo prijetnem domovanju moje današnje gostje, ki je, pazi ti to, načrtovalka porok ali ameriško wedding planner. Zdaj, če ste gledali znameniti film Jennifer Lopez, pa približno veste, kaj se to dogaja, ampak mene je to res zanimalo z prve roke, ker si do tega trenutka, ko zdaj tu z njo sedim, nisem niti predstavljal, zakaj bi nekdo to potreboval, zakaj bi to nekdo najel, zakaj bi to nekdo, razumeš, in me je prepričala, da je to zelo pomembna stvar, da zakaj bi se morali mi s tem baviti, če lahko ona vse to prevzame. Tako da jaz sem zelo vesel, da sem tukaj in da boste s prve roke zvedeli vse, kako se dejansko poroka načrtuje, do kakih težav lahko pride, kaj so največji problemi in tako naprej. Z mano je namreč punca, ki ima, kaj bi to zdaj rekel, agencijo, podjetje, firmo, organizacijo, karkoli želite, za zmeri, torej, ko ona organizira in naredi, je to za zmeri, tu ni poločitev, Nje pa ime, tako Wolfgang Amadeus Mozart, tri imena ima, zelo zajebano, Vita Zgornik Plečnik. Vita Zgoznik Lipičnik. Vita Zgoznik Lipičnik. Vita, dobrodošla v moj podcast. Živijo. Hvala za povabilo v tvoj čudovit dom. Hvala, da si se odzval in takoj sem vesela, da bova tole posnela. Me zanima, kaj boš ti za meni to vse povedala. In Vita, če gremo zdaj kar v sam srž problema, sam srž težave teh porok preklemanskih, to je ponavadi v življenju človeka res korak. Zdaj eni pravijo, da to ni več tako, da so poroke, to je pase, ampak jaz mislim, da tisti, ki se poroči, to je za njega on D-Day, invazija na Normandijo. In zakaj bi zdaj nekdo to ne organiziral sam, ampak najame pomoč od zunaj, in ta od zunaj si ti. Zakaj? Daj mi to pojasni zdaj, kaj je fora tega, da nekdo najame strokovnjaka za poroke? Najprej, zelo luškano si rekel, Normandija, jaz vedno mojim parom rečem na dan D, sem pa z vama, da tudi jaz ta izraz uporabljam. V glavnem, zakaj najeti? Predvsem je tu pomembno, da si tak človek, ti sam, se pravi, da je ponavadi je tu nevesta tista, ko hoče imeti roko nad vsem, ampak da si tak človek, da lahko spustiš, in da se v bistvu tudi zavedaš tega, oziroma da si želiš, da nekdo ta stres popolnoma iz tebe odvzame. Jaz vedno rečem, da je fajn imeti organizatorja zato, ker potem na ta dan ne samo, da pač par ni obremenjen, ampak ne obremenjujeta niti priči. Zdaj sicer niso več priče potrebne, ampak v 99% na porokah še vedno so. Potem odzameš stres tudi družini, mamam, taščam, ki pač se zelo rade mešajo zraven. Ne boš imela te obleke, pika! Kaj ne bo ta imela narodno zabavne glasbe? Recimo. In pri nas v Sloveniji je tako, da se če dalje več, pa tudi v tujini. Tujina sploh tu precej prednjači. Zanimivo je tudi, da se je zdaj to, recimo, tudi če pogledamo od balkanske države, recimo kakšna Srbija, to je zdaj tam tudi full pomp. Tam se pa strela. Tudi. Tam se pa strela. Ampak ne, organizatorke so še dalje bolj zaželjene, to sem hotela reči. In pari, ki pač nas najamejo, pol povejo, da je zelo fajn bilo dobrodošlo, da pač tega stresa ni bilo, tega, da ti imaš nekoga, ki v bistvu vse vodi od prvega dne naprej, se pravi, par v bistvu pride, reče, midva bi rada imela tale datum, kaj pa zdaj, in v bistvu tako pa mi štartamo. Ampak čakaj, če te prav razumem, ti dejansko kaj, od začetka do konca organiziraš vse priprave, samo dejanje, sam dogodek, kaj izpolniš vse najbolj nore želje, da jaz hočem, da mi pride 5 na poroko Beyoncé, kaj naredimo? Stopimo v kontakt z njenim menedžerjem, to ni noben problem. In jo pripelje sem, kaj? Če bo treba, Se zapravi denar, da se razumemo. Seveda, Pač čisto vse, se pravi, par pove res sam tist datum, in pol se pač načrtuje naprej, seveda najprej se vpraša želje, štartamo ponavadi v bistvu iz... Tako jaz sem bonbon tule ukradem? Absolutno, zato so. Sneg gledido, veš? Si že oče. Sneg že videl, kar izvoli, v glavnem,
par v bistvu, mislim, štartamo res iz tega, no, ponavadi datum. No. Se pa če dalje bolj zdaj v Sloveniji dogaja to, da pa nismo mi več tisti prvi, ko par stopi z nami v stik, ne, ampak ponavadi, a veš, ne vem, imajo že posest, mislim, imajo datum, imajo posest, kjer pač želijo poroko, imajo že, ne vem, glasbenike, pa ponavadi se na nas obrnejo za neke tiste finese še, večkrat nas tudi najamejo sam za koordinacijo. Mi se drugače ukvarjamo tudi posebej še z aranžerstvom, pa z samo dekoracijo. Sprav še sceno pripraviš tudi ti. Ja. Teda mi v bistvu naredimo vse, no. Je pa res, da zdaj v 7 letih, 7-letno že to delam, za zmeri. V 7 letih smo se pa tudi mi kar z nekimi ustvarjalci oziroma z ostalimi izvajalci porok povezali, teda mi dejansko zdaj že pridemo kot neka ekipa na teren, se pravi priporočam enega fotografa, enega snemalca, mi, ne, se pravi za dekoracijo pa cvetje, tako da dejansko imaš pol neke velik klukic že, ne, sam z nami. Ampak če te zdaj prav razumem, če vskočim. Ene glasbenike imam, no. Se pravi, dejansko ti, tako kot mi zdaj razlagaš, da te jaz najamem. Ja. Meni ni treba razmišljati več popolnoma nič. Ja, mislim. Video, fotograf, muzika, tako, ozvočenje, dober prostor, recimo še tudi prostor organiziraš. Seveda. Se pravi, kompletno vse. Kaj pa cote, obleke, tudi. Čevlje, imam krojača, spodnjo perilo, podvezice, da moraš čistiti to. Vse imamo, vse. Pa kaj si ti mar, Se pravi, imamo v tem času, kar delam, oziroma tak je, no, jaz, ko sva se midva sporočala z mojim možem. Kak je tudi poročena, kaj? Ja. No, se je bilo hecno, zdaj ti ne bi bila, ne? Kovačeva komuna ne sme biti bosa, to se strinjam, to se strinjam, ok. Skratka, ko sem se jaz poročala, jaz sem šla z neko tako filozofijo v to organizacijo poroke, recimo glede obleko si zdaj vprašal, takrat so bile izposoje kar drage, zdaj so tudi, no, ampak takrat sem rekla ne, če jaz lahko recimo, da meni šivilja zašije obleko po mojih željah, ne, pa da bom jaz za to dala manj, se pravi z delo pa, veš, blago pa vse, da dam jaz za to manj kot za neko izposojo, jaz si bom dala obleko zašiti. Pa čak, ljudje so izposojali cote? Tako. Niso bile njihove cote to? Ne, mislim, ti lahko si izposodiš obleko, veš, za poroko. Zakaj bi to naredil? Ja, zato, da ti pol ne stoji v omari, zato, da je ne rabiš na marketplaceu, na Facebooku prodajati naprej. Razumem, ja. Ampak hočem povedati, no, da imamo zdaj tudi šiviljo za obleke, pa nimam samo ene, imam jih več, prilagodimo okusu, imamo dizajnerko zdaj tudi za obleke, imamo krojača. In na eni poroki je bilo fantastično, ker je naša šivilja delala obleko njej. Krojač, ki pa se tudi s šiviljo v bistvu poznata, no, je pa oblekel in ženina, ženinovega očeta in pričo od ženina. In so bili v takih fullušnih frakih. Tak danes podobno, tale stil, ko imaš ti, sam da tak zelenkasno. In je bilo brutalno, ker je pač bilo nekaj drugačne. Ker v salonih se si lahko greš shoditi, sam večinoma je, ne, sej prihajajo sezone, pa nove obleke, pa novi dizajni, pa pač greš, ampak če pa hočeš imeti malo nekaj drugačnega, no je pa potem to. Ja. Ampak reči mi, Vita, koliko časa pa dejansko vzame ena taka poroka od prvega stika pa do zadnjega daja? Če rečem tako. Ker poročno noč pa ne načrtuješ, predvidevam, ne? To pa prepustiš. Absolutno. Ali tudi? To ni, ne. Ok, no bi si vprašal. Lahko načrtujemo za roke, sam kar se pa dela pol... Ti si njihovo. Njihovo, ja. Okay. No, koliko je od tega prvega pa do daja, rečemo? Če mene zdaj vprašaš čist tak iskreno, predolg. Zdaj zaradi prostorov in ker se te poroke precej dogajajo in ker so želje parov po določenih prostorih, se pravi v posestih. Ja, lej se razveče tudi leto pa pol. To se že umeš, že grete na razno. Ja, se to mi, velikih to. Vita, seveda. Oni te najamejo in leto pa pol traja, da se dejansko, ker se pač utakne, da hočete točno tam, pa je pa zasedeno, ali kaj pa to. Ja. In pač, a veš, je to. Drugače pa najkrajša poroka, ki smo jo pa delali, je bila pa v slabih 2 mesecih. Se pravi, 31.7., to ne bom pozabila, 31.7. je on jo zaročil, 1.8. je na mene klicala, 4.10. sta se pa poročila. Ampak zakaj pa to traja tako dolgo? Jaz smo gledali, da traja en teden. Da ste vzeli reči, ne vem, jaz pa Monika se hočemo v roku 3 dni poročiti. V redu, to lahko, sam pač moraš biti ti pripravljen kot par, morata biti pripravljena na določene kompromise. Pa ga ne ful komplicirajo pari, ali kaj?
se ti pravim, ne da se komplicira, jaz ne bi uporabljala mogoče tega izraza, ampak imajo neke želje, ideje, vizije. Sej veš, zdaj poročna industrija je postala velik na Pinterestu, velik na Instagramu, velik na Facebooku, se posesti oglašujejo slike, delajo se te fake weddings, se pravi namišljene poroke, da lahko ljudje dobijo občutek, kako na nekem prostoru poroka zgleda. Če recimo tam še ni bilo poroke, ali pa tudi če je že bila, pa da se malo reklamirajo. V glavnem in pol dobijo ideja, veš, in želje in mogoče ta prostor za ta datum na to leto recimo ni na voljo, naslednjo leto je pa, ne? Jezus Kristus. Ampak da band, ki ga želiš, ni na voljo. Ali pa to, tako. Jezus Kristus. Ampak koliko je pa dejansko, rečemo, dobro, to je zdaj čakanje na prostor, ampak tvojega konkretnega dela, ne? Od točke 1 do točke 10, ko je veliki finiš, ne? Kaj vse moraš ti dejansko narediti, no? Najbolj se dela na začetku. Ker to je nov projekt. Ja. Najbolj se dela na začetku pa na koncu. Tisto vmes je pa v bistvu jaz rečem vedno tak buffer zone, jaz uporabim ta izraz, ne vem sploh, kako bi rekla v slovenščini. Buffer. Buffering, ko se nalaga. Ja, tako veš, ko čakaš, da se naloži nekaj. Tako, pa v bistvu ta čas je tak, da če se karkoli zgodi, imaš čas to popraviti. Primer. Ne vem, eden iz benda me kliče pa reče, ne vem, zlomil sem si nogo, ne bom igral naslednjega pol leta, rabite nadomestilo, ali pa ne vem, kakšna taka zadeva. In to je fajn, ta vmesni čas. Drugače pa na začetku, veš, je vedno največ, zato ker če pride par k tebi samo z datumom, jaz moram pola, veš, vse ponudnike pridobiti, gremo na sestanke, gremo na ogled prostora, pač vse to, da imamo neke kljukce, se plačajo ti avansi, no. Pol je pa ta vmesni čas, v vmesnem času porihtamo, kar se tiče prstanov, oblek, torta, sladek kotiček, če želite imeti kako popestritev na poroki, varuške, varstvo za otroke na poroki, ali hočete imeti poroko pač brez otrok. Se pravi, to vse dejansko so te želje, te stvari, na katere moraš ti dejansko biti pozorni. Smo mi dala snema to? Ja, ne vem, upam ta. Mislim, veš kaj mislim, ne? Če smo že tu, ne? Hodil sem pogledati, če je lep, čudovito. V glavnem pa hočem reči, veš, to nisi niti študiral. Veš kaj, jaz, ki si nisem že nikoli poročil, pa hvala Bogu še nikoli ločil, mogoče niti gledam recimo v filmih, ne, recimo znameniti film Boter se začel s poroko, obožujem. Razumeš vse tam, ne, marsikjer film se začne s poroko ali konča s poroko, Moja velika grška poroka in tako naprej, ne, ampak to je film, ne, ampak dejansko, ko razmišljaš, zdaj ko mi ti razlagaš, na kaj vse moraš biti ti pozoren, ampak te vprašam, a tudi če ti par nekaj ne reče, imaš ti v glavi, tole bomo mogli, čakaj, ne, čakaj, ali to verjetno ti, kot že ekspertka, točno veš, kaj boste mogli, kam dati, kje, tako si zdaj razlagala, ne? Ja, malo imam tukaj, kako naj rečem, osebnostno prednost, čisto mojo karakterno, se pravi, da jaz sem že v osnovi človek, ki sem vedno 2 koraka pred problemom. Imam srečo tudi, ker imam v ekipi, no mi smo namreč, če to da povem, mi smo ekipa 4 ljudi, ki pa gremo delati na teren sploh, če nas najamejo še za dekoracijo in cvetje. No in tudi imam tukaj moj, kako naj rečem, partner v zločinu, no, je moj partner in kraj, je moj mož. Ki by the way zelo dobro peciva dela, sem prej pojedel pecivo, moram ga pohvaliti, svetovni prvak dela na peciv. In če želite na poroki ta peciva, tudi lahko zrihtamo. Vprosti, okej. V glavnem, no, in on me tudi kdaj na kaj upozori, jaz sem pa že itak, vedno pozorna. No, recimo ena taka ful banalna zadeva, ampak letos sem dala, jaz tudi poskrbim za vabila, tudi če par reče, lahko tudi jih pač oblikujemo, imam enega ugodnega tiskarja, to zrihtava, imam pa tudi eno zelo super izvajalko, ko to dela, tako da če je kak par, ko ima res tehnično bolj zahtevno zadevo, pač porihta ona. V glavnem in tako da jaz recimo, ko sem dala enemu paru letos vabilo, sta ona 2 želela, da je na koverti, če si predstavlja zadnji, da bo ta nalepila tu, ko se koverta skupaj zalepi, sta si želela biserček, ne. Jaz sem pač vse te kovertice pripravila, ampak s njima zraven dala ekstra še biserčke, ker jaz sem vedela, če bo ona dala to torbico, karkoli bo to dol padel, se pravi, bo mogla nazaj nalepiti. In hkrati sem poštudirala, ker sta rekla mi že
tekom procesa načrtovanja, da bosta pa nekaj tudi pošiljala, veš, in sem jima zrihtala še take lušne pečatke, ko je kar v bistvu kot za nalepiti, da to, ko sta pa poslala, sta pa imela zadnji pečatke. Ja. In mi je rekla nevesta, wow, še na to si študirala, to sploh nisem rekla. Ampak ja, zato smo pač mi, načrtovalci. Zdaj razumem mogoče vso to kompleksnost te zgodbe, kaj tu je vse, veš kaj, jaz sem amater, ampak zdaj, ko mi razlagaš, razmišljam, ko je neka taka poroka, pa res proper poroka, da se reče, ogromno ljudi se pač poroči, da in da to ti sam delaš, ti še mogoče res to na koncu poroka in tak stres, da ti je žal, da si sploh šel poročiti. Če pa ti to najameš nekoga, v tem primeru tebe, razumeš, ta tvoj zazmeri, pa ti res to razbremeniš in ona dva dejansko se osredotočite samo še na poročno noč. Če smo iskreni, da to čakata, upam saj. Ampak da te vprašam, kaj so pa te, bom rekel, malo take specifične, malo nenavadne želje, ko pa vse rečeš, čakaj, bomo mi to zmogli, pa je vse šlo, da si to zaželi papeža, pride, v eni reklami, ene video se hvališ, da lahko papeža zrikaš. Zdaj, kjerega, tega, ki je umrl, ali tega, ki je aktualni trenutno? Upam, da si novi papež, veš? Jaz vem, samo upam, da si ne bi želel do tega, ki je umrl. Ja, ta bo težka, Ok, malo tu šalo na stran, ali kakorkoli. Ja, seveda, veš kaj, so tudi take želje, ne vem. Lani smo imeli, da je en par Martin Golob poročil. Ta duhovnik, fajni, faca. Ti mogoče priporočam, da kdaj mogoče poštudiraš na kak podcast. Sem mu rekel, da nima časa trenutno. Se ne bi čudila, ker je tudi na našo poroko namreč zamujal 40 minut. Da smo bili kar natemperani pol, ker je bila težava, da sta pevca recimo mogla iti, ker sta imela špil naprej in to je taka težava, zna biti. Oprosti, Martin Sedergac je bil pa super, obred je bil fantastičen, tako da, lej. V glavnem, in je bilo kar, ker on recimo je rekel, mislim pa marsikjer župnik je tak, da reče, jaz pa ne poročam izven svoje fare, čeprav lahko, a veš. Da ne gre na teren, ali kaj? Tako, ker to se morajo, a veš, med sabo zmeniti, pa pol na nadškofijo dati prošnjo. Ampak smo vse zrihtali, in tudi te želje, ko imajo, ne vem, poročila se bo zdaj tako na pamet govorim na Svetini, ampak hočemo, da imajo pa poroči župniki Šentjurja, ker je tudi eden ful fajnih tam, se tudi da zrihtati in je prišel gor in je zrihtal, veš, tako da se zmenijo med sabo. Kaj pa kakšne nenavadne želje pri, bom rekel, glede glasbe, so imeli kakšni taki, da pa nisi mogla dobiti, da je imel nekdo nek band, neka pevca, da jaz hočem, ne vem, Petra Graša, Jana Plestenjaka pa Džibonja. Kaj boš naredila? Da hočem vse tri. Kaj boš naredila? Cena me ne zanima, tule imaš datum, cup, prosim. Ja, vse tri zrihtamo, ne? Mislim, biš gredel tak projekt? Jaz mislim, da ja. Vse oni drug proti drugem nimajo. Pa so kakšne take nore ideje glasbene? Kakšne nore ideje? Jezus Kristus, kaj pa, ki se zdaj kokne zdaj to najdem? Veš kaj, bolj so nore ideje v samem procesu, da nimajo ljudje. To je pač pri našem poslu, da ljudje, ko grejo načrtovati poroko, nimajo v glavi cen, nimajo v glavi proces, kak gre, recimo nimajo tudi izkušnji iz terena, se pravi primer, ne vem, nevesta, ki hoče ob 10 zjutraj organizirati poroko, ne more pričakovati, da bojo ob 8 zvečer še vsi ful plesali, če se bojo vmes na 3 lokacije različne furali, a veš, folk je utrujen pol, ne. Tada, recimo, veš, take izkušnje oziroma taki nasveti so po moje pri organizaciji poroke ful dobrodošli. Predlagam raje tako pa tako, ne. No, kaj je bila pa najbolj nenavadna ali pa najbolj odštekana poroka, ki si jo pa organizirala? Pa si rekla, tole pa prav z užitkom delam, nisem se delaš vse z užitkom verjetno, ampak da je bila taka, veš, čisto ono, wow, čakaj, kva zdaj moj kvagu, da se vsi v zajce oblečejo, kva je zdaj to, kva je to? Imeli smo tako ti bom povedala, vsaka poroka, ki smo jo delali, je bila za mene posebna, ker se mi je v 7 letih zgodilo, da se mi veliko niso prostori ponavljali, kar pomeni, jaz sem recimo zdaj mogoče 6 porok organizirala na istih prostorih. Drugače smo pa večinoma vse povsod po Sloveniji, da za nas ni ovira kraja. Tujina? Tudi tujina, absolutno. Všeč mi je, če bi tu, mislim, na meji z Avstrijo so ful krasni prostori, na meji s Hrvaško tudi brutalno. Hrvaška ima tudi trenutno tudi malo bolj ugodne določene zadeve. In tudi na meji z Italijo. Tada super.
Tako da, vsaka je bila posebna. Najbolj odštekana je bila po mojem ravno tako, ko sem jo zdaj omenila, ker sta si mi drugim zaželela ženi in nevesta, da sta se pripeljala na prostor z helikopterjem in to je bilo presenečenje za svate. Hvala Bogu, da imaš ti helikopter doma za takšne primere, ne? Da ga imata z možem. Ne? Veš kaj, to sta si pa kar ona dva zrihtala, ta ženin, oziroma zdaj že mož, ima ful nekih poznanstev in je to on zrihtal. No, da sta s helikopterjem. Se pravi, kot Tom Cruise, ko prišel v Cannes, na primeru filma. Tako. Teda to je bilo ena taka, drugače pa kakšna odštekana zadeva je, da se svati kaj spomnejo, pa napišem, jaz smo eno nemško-slovensko poroko, ko je mi pisala ena od svatin, ki sploh ni bila priča, noč pač ena povabljena, da ona bi pa rada pripravila eno ful zanimivo igrico, in jaz sem bila, sam ne to, ker tak je, da poroke, ki smo jih delali, ali igrice ful ubijajo ali pa ful zažgejo, veš, nimaš neke umestne, In pa se je zva taki, kakaj je ta igrica, pa ne, ampak na koncu je izpadel top shit, Ona dva sta se izmislila neko igrico, ki je popularna v bistvu v Nemčiji, začel je ta Raab, ne vem, če poznaš, Stefan Raab, tako. In on je, v bistvu finta je, da more nevesta, kak je že bilo, skratka, nevesta pa ženin posebej ločeno sedita na stolu, zadnji imaš pa, ne vem, 6, 7, 8 v njenem primeru moških, v njegovem primeru pa žensk. In potem so mogli oponašati, kako ženin pa nevesta plešeta, če si predstavljaš, pač moški so mogli oponašati, kak nevesta pleše. In potem mi smo mogli pa, ona ni smela gledati, je mogla na blef ugotoviti, različne muske so se vrtele. In samo na podlagi navijanja, se pravi ostalih svatov oziroma gostov na poroki, moraš ti ugotoviti, katera številka je pa primerna. Tako da je bilo zelo zanimiva igrica in sem rekla, da si jo moramo še za naprej zapomniti, ker je bilo nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Drugače pa zdaj sem se spomnila, ko ti razlagam, najbolj všeč mi je bila poroka, ki je bila slovensko-špansko-škotska. Slovensko-špansko-škotska? Ja. So bili v teh keltih moških? Ne, niso. Ja, nekateri so prišli, ampak drugače je bilo pa tako, da ženin in nevesta sta v bistvu Slovenci in Slovenka in Španec, živita na Škotskem, tako da imata zdaj ogromno škotskih prijateljev. In želela sta se poročiti v Sloveniji. Ona je imela seveda to željo, on je pa rekel, Španci so imeli tudi dopust v Slovenijo, še ni bil. In naše načrtovanje izgleda tako, da sta ona bila večino časa na Škotskem in jaz sem sama hodila okrog in smo v bistvu imeli Zoom klice ali pa prek WhatsAppa in s njima kazala, veš, po kamerci prostor in tak naprej, ker prvotno, kak je ona načrtovala, ni pilo vode, dobesedno, In sem jaz mogla najti nov prostor, catering, pač čisto vse, tako da bi z nule delali. Je pa bilo tako, da je bila njuna poroka sred julija, ona dva sta me pa kontaktirala konec maja. Tako da smo v bistvu v enem mesecu, dobrem mesecu najdli nove izvajalce, nov prostor, porihtali vse finese, kar jim je še manjkalo, z upravno enoto zrihtali vse. Tako da in je bila res taka ful odpičena poroka, ker je bil tudi plac tak poseben. Nad Kranjem, stara pošta se reče, razgleda, veš, na cel Kranj dol. In je bilo res ful dobro. No, pa ko si catering omenila, torej hrano, kaj pa tukaj? So tudi kakšne specialne želje? Tudi ljudje, tudi tu imajo, to bomo jedli, pa to naštimite, so kakšne poročne hrane, ki so značilne, ali ne vem, pač narediš, kak je s tem? Ja. Tudi mnogim to verjetno ful pomeni, ta hrana. Ja, res je. Ja, veš kaj, eni so... To kuhate vi, sami? Boh ne dino. Tu imam sam prednost, ko si prej rekel, kako moj mož fajn peče, da mi da dosti pečema, kuhama in da tudi tu lahko malo paro svetujem. Veš kaj, hudo mi je za pare, ko recimo nočejo nič novega probati, ker pač meniji poročeni so načeloma napisani od tistih najbolj osnovnih, se pravi Dunajc, pa to, kar smo pač navajeni, ali pa nedeljsko kosilo, saj veš, pečenka, pa goja, juha, pa tak. Lahko imaš pa ful, ne vem, od kaviarja do te molekularne kuhne, zdaj, ko je popularna, do, ne vem, rakcev, školjk, izpod peke stvari se tudi recimo dajo dobiti, In zdaj je tudi popularno zdaj.
dolg je že popularen, meni je tudi všeč, da se pari odločajo za to, da če imaš nek catering, ki ima nekega kuharja, veš, recimo, da on tudi pride kot profi kuhar, kar kuhat na poroko, ne, in tam kuha v onih velikih ponovah, kar pred ljudmi, da je kot nek show cooking, Ja, ne. bravo. Pa koktejli, verjetno tudi na ta način grejo, ne? Ja, ful, tudi za barmene se zdaj kar odločajo, no. Da je pač neka obvestritev. Lej, in ti moram povedati, da mi je hudo za pare, ki nočejo recimo noč noga, ne, ali pa rečejo, jo, to pa naši noč ne jejo. Ker mi pa vidimo na poroki, ne, da ljudje radi neki novega probajo, ne. Da jim je cool, da ni sam tak pohanc pa te zadeve, ampak da je kaj, kar pa mogoče doma si ne skuhajo, ne, ali pa ne grejo mogoče vsi na te tedne restauracija, veš, ali pa take zadeve. In jim je pol cool neki tak fajn novega sprobati, no. Ampak kaj pa, če se tvoje pa, rekel, stranki, ne zdaj, no, želje res ne ujamejo? Pa ne zdaj, da se skregate, ampak da tebi ni všeč, kaj bi ona dva, njima ni všeč, kaj bi ti, kaj pa takrat narediš? Najdeš kompromis ali rečeš, oprostite, tole pa bo en drug prevzel? Ja. Tudi za ceno mogoče kakega dobrega posla. Ja. Ker te takle poznam, popravi, če se motim, no, da si tak s strastjo to noter, da si tok nora, da tudi zavrneš kak par. Ne? Ja. Čeprav bi ti ful dobro plačal. Ja. Rečeš, ne, oprostite, ne, moraš nekak... Sem že naredila. Ja. Resno? Ja. Sam to je bilo čist v štartu, nismo še sploh, veš. Ja. Jaz sem tak, dober si me to skužil, ali kako naj rečem, no, skužil, ja. Lahko še en bombon? Absolutno. Okay. Več, ne, dva bom samo, okay, ja. Ja, veš kak je, jaz v bistvu sem tak, ko dobim povpraševanje, napišem neko tisto prvotno ponudbo, želim si, da bi ljudje vedeli, da to ni vedno zacementiran, ker včasih, veš, papir vse prenese, počasih tudi vsega ne napišeš, lažje se pri teh zadevah še vedno takle pogovarjati, saj meni, in jaz imam res rada ta osebni stik s parom. In ko gremo dol in se usedemo, pač vidimo, ki je, a veš, in meni je zelo pomembna ta energija, da teče, ta flow mora biti, ne, tako pri nama, ko smo se spoznala, veš, ko se nisem mogla nehati meniti, ne, in to mi je zelo pomemben, ja, tako da se je že zgodilo, da sem zavrnala, kar pa recimo nisem, pa sem čutila, veš, tule not nekje v telesu, da pač ni to, ne. Pa sem se šla delati, sem se pa iz takih projektov ogromno naučila. Kar je pa tudi v redu, veš, ne. Kje pa prijete na vzkriž, recimo? Kaj? Samo ta energijsko ali kaj ti ne paše, recimo? Ne vem, najbolj brutalna želja, pač, ko si me prej vprašal, vsej, ko razvijam debato, ne, ja, se spominjam. Recimo, zanimivo mi je bilo, da sem dobila en par, ko on je itak sam tortico jedel na tistem sestanku, sploh ne vem, če me je parkrat pogledal v oči, ne. Bil je mlajši precej od neveste. Nerod mu je bilo, ne, to moraš razumeti, bi ga nevesta ubila, če bi te pogledala. Ja, se to ti pravim. Dober dan, dober dan, Vita. Pa jaz nisem zato tam. Jaz nima zaveze. Sam jaz imam to ful razpucan. Sej vem, jaz sem človek dotikov, pa smejim se veliko, pa vem, da mogoče bi marsikdo to kar hiter narobe razumel, sploh ženska, ampak ne, jaz imam to zelo razpucan, mojega moža imam fejst rada, imamo spoštovanje drug med drugim in jaz želim sam paru tisti dan polepšati. In sem tudi s tem namenom tam, tudi če koga, veš, potreplam po rami ali pa ga objamem ali pa ne vem, mu rečem, lej, danes pa ful fajn zgledaš, je to zgolj zato, da mu samozavest dvignemo, veš, ne, pa tudi, da lažji pol tisti dan malo prebrodiš. V glavnem, da se vrnem nazaj, no, da, ja, pač v glavnem imeli smo ta sestanek in on je bil tak čist, pač neki v svojem svetu, tako. Ona mi pa razlaga, ja, da ona je sanjala o svoji poroki že od malega in da ona je sama z mamo in sem že bila istis, fuck, mama pa ona, oj, ne. Ker mi je razlagala mamine želje, pa že pa sem mi se vprašala, kaj pa so tvoje želje, ne. Je pa rekla, jaz bi se pa rada poročila v naravi, ampak jaz nočem videti nobenega lesa. In jaz tak, kaj? Mislim, jaz naravno nekaj časa, koliko? Ja, a je sploh kak prostor tak, pa si rekel, ja, ne vem, če se hočeš poročiti v naravi, pač ok, posest, najamemo, ne vem, pol grad ali pa skedn, poštudirala sem pač na vse možne scenarije in ona, ja, v gradu se ne bi, čeprav vem, da je okrog ful lepo pač narava lahko zrihtena, pa razgledi, ampak to mi je preveč srednjevešk, ne, sem rekel, ok, vredo, pa je rekel, ja, sked mi pa tudi ni, ne, ker je pa pač sam les, ne. Sem rekla, ja, pa ne vem, sem rekla, zdaj pa edino pol ostanejo kakih hoteli, ja, veš, tako, da bi šel v kako Logarsko dolino ali pa, da greš, ne vem, nekam gor, Bovc, Trenta, Bled, ne. Ja, na Bledu se tudi ne bi, to je pravč turističen. Kaj pa vi lahko meni skedno oblečete?
Jaz sem jo gledala, kako da naj oblečem v štomf ali kako naj, mislim, veš, ne moreš ti zaviti, ker kak, ne. V glavnem, in bolj, ko smo mi dve razvijali to debato, bolj sem jaz videla, da to, in sem jaz rekla, no, vidva malo premislita, rešli smo se, ampak jaz sem ji takoj naslednji dan napisala, da jaz mislim, da nisem za njiju dva prava izbira. In smo šli na razno, da to je bila ena taka zgodba. Ona mi je pa tudi odpisala nazaj, da ona dva sta se pa po sestanku tudi pogovarjala, da sem jaz super zanimiva oseba, da ona dva veta, da bi jaz lahko organizirala vse, ampak da sta se pa ona dva zdaj odločila, da bota pa še malo počakala, ker bota sama dva poiskala tak prostor, kjer pa bo res v naravi in ne bo lesa. Aha, travnik bi to recimo lahko bil. Sam v vsakem mislim, meni je bilo jasno, lesa nočeš videti. Neka jasa, ne? Ja, okej, ampak... Kaj nis mene poklicala, bi ti svetovalo? Jasa, ne? Ja. Sam, če imaš okrog 7 smreke, veš, za njo je bilo že sporno. Ona bi se ženila v naravi, ampak noče videti lesa. Meni to... Pizdarija. Ja, kar. Kaj pa ljudje, glede teh porok pa to, mislim, šparajo denar ali odprejo denarnico, se zavedajo cene tega in ni to problem, ker to dejansko, če gledam tak poroka, pa imaš veliko svatov, pa to je kar zalogaj, ne? Veš, ne? Kak pa tu, prideš ti s kakim idejam, tule bomo malo prešparali, tule ne bomo, tule, kak je s tem denarjem, ker vem, da denar mnoge zanima, denar je včasih problem, tisto, ko ga ima dobro, ne? Ampak, ki smo tu, je to velik zalogaj, ena taka poroka. Ja. Mislim, veš, kak ti mi reka? Pa da, če te še zmotim, sej to, kar ti delaš, dejansko bi tako mogli oni tudi plačati, ne? Če gledaš zdaj, ne? Vse to, kar ti urediš, ne, se oni to plačajo, ampak ne, v tem smislu mislim, ne, da nisi zdaj ti, ne, ta, ki pa zdaj ful denarja dobi, ne? To je tvoje delo, ampak govorim, vse to, kar ti urediš, če ne bi tebe bilo, bi isto jih njih prišlo, to hočem povedati, ne? A veš, ne bi rekel, zdaj pa njo najel, pa bankrotiral. Ne, ni tak. Dejansko bo imel cenejše, če te prav razumem, ker ti to znaš, veš, komu rečeš. Ne? To sem hotel podariti. Res je. To sem hotel, kaj misliš, zdaj pa bom še njo najel, pa ne, glih to hočem podariti, da ni res to, da to je dobra fora, ker ti imaš to vse tu not in cep, to smisla. Tako. Ja, in tudi, ne vem, poznam ponudbe, vem, kakve so tudi na trgu, vem, kakve so tržne cene in zdaj, če ti si ne želiš, ne vem, specifično, tak je, ne? Če si ti želiš specifično nekega fotografa, videografa, pač boš za to dal, ne? Če si ti želiš specifično nek catering, pa da ti je to ful pomembno, pač boš za to dal. Glede poroke ni velike filozofije. To ni pocen šport. Zdaj v povprečju, se ti lahko povem, ni skrivnost, zdaj v povprečju se delajo poroke tam med 20 do 30 tisoč evrov, pač da ti da ne gledaš na nek stroškovnik oziroma da pa si izpolniš vse želje, ko si jih že imel od malega. Imela sem že par, ko sta za poroko vzela kredit. Imela sem že par, ko sta rekla, Vita, ne, to je too much, pa smo delali pač na budžetu tam do 18 tisoč evrov, 17. Ne vem, imela sem par, ko sem rekla, ko smo štartali, pa rekel, jaz bi rad organiziral poroko za 10 tisoč evrov, sam rad bi imel pa to, pa sem rekla, oprosti, sam 10 tisoč evrov je sam hrana pa pijača za toliko ljudi, ko si mi ti zdaj povedal, pa prenočišča. Ne? In pol sta imela pa še tak sama dva neke specifične želje, veš, glede oblek pa tega, da smo pač na malo več prišli. Ampak jaz v bistvu pazim na budžet. Prednost, da imaš neko organizator, je tudi, da imamo dogovorjeno z izvajalci kakšne popuste. Ampak to moram poudariti. To ne pomeni, v mojem primeru, to ne pomeni, da jaz poberem kakršnokoli provizijo. Jaz sem pri svojem delu zelo poštena, kar pomeni, da tudi kar se tiče rož in tega, jaz ne nabijam cen, tako pravijo, poroka, zdaj pa kar, ker smo omenili, da je pa poroka, zdaj pa kar dvakratna cena. Jaz si zaslužim dovolj zase in da je par tudi zadovoljno. In to je nek moj moto. Tada, če moje poroke bi pogledala tako v povprečju, je mogoče nek, kako naj rečem, procentualno bi lahko skoraj jaz rekla, da vse organiziram, ampak imam eden izmed manjših kosov pogače. Si ti konkretno? Sem jaz konkretno, recimo. To je mogoče za pare, da si bojo znali malo predstavljati. Da si dostopna tudi za navadne smrtnike. To je bistvo. In to si tudi želim. Jaz si želim, moj najljubši trenutek na poroki je, ko... Ločitev.
Ne, a si nor. Sorry, Pa, če mi delamo poroke, se pač zmeri, no. rečem, no, mislim, vprašam, ne, sej ja. Ne. Zmeri, okej. Najljubši trenutek mi je, ko se ženin pa nevesta ponavadi ne vidita in ko ženin se obrne in prvi vidi svojo nevesto in ta prvi pogled med njima, veš. Jaz že celo leto poznam jih, delam leto ali pa pol leta, recimo včasih tudi 2 meseca z njimi in ko jaz ta pogled vidim, meni vse pove o paru oziroma še tist več, kar mogoče nisem vedela, veš. In jaz se vedno jočem na vsaki poroki. Bravo. Vedno. Sploh, ko prije do tega trenutka, pa če še kakšna pesem taka, jaz sem fertik, jaz sem fertik. In meni moje stranke niso sam račun, no, plačan, ampak to je za mene res osebno, no, zelo osebno, zelo intimno jemljem to. No, in ko si že omenila jok, ne, kdo večkrat joka? Moški, ženske, tudi na porokah se tudi vem, da se joče, ko vidi ženin ženo ali bodočo ženo, se ima tudi solzne oči, ali žena bolj objokana, kak je te? Imam občutek, da moški joče, zadnje čase se motim, ne? Ne. No, vidiš, res je. Sam ženska se pa že toliko prej, kar mogoče ne vidi. Mi smo omejene, veš, mi imamo pol tis make-up, ne? Ja. In pol tis, ne se preučokata, veš, imaš to v glavi, ampak se pride spontano. In res, ko se vidi tako oba dva nekako, vse tudi ženske dobijo solzne oči, to ne morem reči, moški pa jaz sploh, no. Jaz sem bila že na večina, tako bom rekla, no, 80% mojih porok je tak, da ima moški tiste solzne očke, ko jo vidi, ali pa veš, saj tist tak nasmešek, pa tist mal solzne oči, da pa res vidiš, oh my god, on se bo pa res poročil z ljubeznijo svojega lajfa, ne, svojega življenja. Koliko parov si poročila že do zdaj? CCA? Oh my god, več kot 60 zihaj. Več kot 60? Ja. Pa so skupaj že? Ja. Si? Imaš podatke, to uradne? Neuradne podatke, naj bi 2 še šla na razen, ampak jaz se zdaj dolg nisem videla z žlahto ali pa kaj, da bi to preverila. To še vsem dobro poprečje. Ampak dobro poprečje, ja. Ta zazmeri očitno v tvojem primeru res drži. Ja. Pa še nekaj, veš, kaj se nas še drži. Mi v 7 letih, razen lani, nismo imeli nikoli dežja na poroki. Da tudi sonce torej urediš. Ja, in mene so zafrkavali par let nazaj, no, ta naš fotograf, s katerim največ delamo, je rekel, pa mater Vita, vi še lepo vreme, še sonce prepeleš iz prtljažnika, ne. Tako da to je en tak, no, kar se tiče pa recimo še budžeta, no, je mogoče fajn še to povedati. Pri poroki recimo ne moreš trenutno, ne moreš recimo prehraniti na hrani pa na pijači, ker pol si ohrn, ne. To je en tak strošek, ko res, lahko pa prehraniš veliko pri prostoru, če si pač najemi prostorov sto zdaj kar poskočil, no, vse povsod, ne samo pri nas. In če si tu prilagodljiv, ne, lahko prešparaš, ne, pa ne rabiš dati, ne vem, v štartu že, ne vem, 5000 evrov sam za najem prostora za tiste en dan, ne. Teda tu je tak nek, pa pol, ne vem, da res si ne umisliš neke dizajnerske obleke, ne vem, nevesta za 5000 evrov od nekega oblikovalca, veš, ne. Pa prstani, recimo, koliko si tu prilagodljiv, ne, a veš, da nimaš glih nekega, ne vem, iz kakih zlitin, pa ne vem, kako si moški želijo, ko poje takoj lahko sam njegov prstan, ne vem, jurja pa pol, pa 2, ne. Teda taklej, in jaz sem vedno tukaj zelo, kako naj rečem, razumna, no, in kar se tiče teh provizij, fejs se govori o tem, ne, pač, da ko ti nekoga povabiš na poroko, kot izvajalec, recimo, ne vem, ja, imata pa ona 2 med sabo zmenjen. Ne, jaz imam zmenjen, da on da nižjo ceno, da pride za mene delati in da par ga vzame. In dejansko jaz od tega nič nimam, ko sam to, da paru zrihtam, a veš, nižjo ceno. Pa kar imam jaz, recimo, največkrat je to, da ima on čas, da pride, veš, kaj mislim, da pač ima on rezerviran neki termin, ali pa ko ga jaz kličem, pa rečem, lej, tule sem dobila povpraševanje, reče, ok, bom pa jaz dal na stand-by, ne vem, oni 2, ko jaz imam, pa če boš dobila potrjen, prijem pač za tebe delati, ne. Teda to se mi zdi zelo pomemben, ker se mi zdi, da se je v tem poslu, tako je pri vseh poslih in pri denarju, ne, se mi zdi, da se je ta človeški stik oziroma ta poštenost, pa te provizije, klinčeve, no, zdaj tako rekla, da je pol to tudi malo na slab glas spravil. Pa hočeš reči, da je veliko teh načrtovalk porok? Ja, jih je, ja. Konkurenca je pol huda, kaj? Ja. In zakaj bi jaz recimo tebe zbral, ne druge? Da te slišim zdaj, da te izzovem, ne? Zakaj mene, ne kjere druge? Veš zakaj? Zato, ker sem iskrena,
naravna, poštena. In zato, ker tako sem prej rekla, meni niso pari sam račun, ki je plačan, ampak nekaj več. Se pravi, jaz se bom za vsak par potrudila po svojih najboljših močeh, da ima želje izpolnim, da ima svetujem oziroma da ima dam vse te nasvete, kar sem jaz videla čez 7 let organizacije, kar so mogoče drugi pari si želeli, pa se je izkazali kot fail, ne? Mislim kot slabo. Da jih poskušam prepričati in da veš pol, ko je tisti dan in ko jim, da mi pa rečejo, ej Vita, sam veš tole, da si pa svetovala, je pa noro. Ne, je pa noro. Ne vem. Glede to, da si toliko parov že poročila, pa da toliko let to delaš, verjetno vlada zadevo. Ne? Imaš neke dobre reference tudi strani samih parov, ne? Iz ust do ust. Lej, ja, želim si, da bi bilo tega mogoče še malo več, glih iz tega vidika, ker ja, saj prideš na vzkrižskom, saj to ni, ali pa ti kak tilt ven vrže, ker te propelejo do takih, s takimi, ne glih željami, ampak mislim, zna se tudi kdaj zgoditi, veš, da par, ker ima pač tebe, pol kar pozabi, da sta pa ona dva v tem procesu noter, ne. In pol jaz sem večkrat tista, a sta že naredila to, a sta šla že to zrihtati, dajmo, veš pa, ko je, ja, se boma, pa sem se včasih počutim, je že tako, oh my god, jaz sem ful nadležna, ne, jaz sem ful težim, jaz ne smem toliko težiti, ne. A veš pa ti zadnji teden pred poroko bi pa kar vse, ne. Ja ne, glih zato je čas tudi ta prej, ker tisti en teden pred poroko, glej, delaš še sam finese, naredi se časovnica, jaz vstopim v stik z vsemi izvajalci, da vidim, da so pripravljeni, potem cvetje urejamo, če ga aranžiramo, jaz v bistvu od četrtka do nedelje okupirana samo z to poroko, ne. Pa kaj je še pomembno, ko si vprašal, zakaj bi mene vzeli, zato ker jaz dejansko delam samo z enim parom na vikend. Ne glede na to, da smo mi 4 in da bi se mi dejansko lahko delili, jaz ne jemljem več porok kot eno na vikend, no. Tako da se res maksimalno posvetim paru in moja posebnost, ne vem sicer, če ima še katera to v poslu, ampak jaz sem se naučila tudi tega, da zadnji teden pred poroko sem na voljo samo temu paru, ki se v soboto poroči. In tudi vsi moji ostali pari to vejo, vsem to v štartu načrtovanja povem, zato ker če prije do kakšne situacije, imeli smo situacijo, ko nevesta ni naročila kombija za stole in smo mi mogli tisti teden zrihtati kombi, pa šli so dejansko moji fantje delati, ker nismo našli delovne sile, da so mogli 150 oziroma 200 stolov prepeljati iz Ljubljane s kombijem na lokacijo, zrihtati, veš, take zadeve, ne. Kaj so pa trendi porok zdaj, rekel, zadnje čase? Kaj opažaš? Kaj zdaj misliš, v kakem smislu, tak nasploh? Tak, veš, mogoče kaj si največkrat ljudje, no, zdaj zaželijo, kak film pogledajo, kaj preberejo, ko reče včasih, zdaj pa črna letos popularna, zdaj so pa pajkice, zmišljujem si zdaj, ne? Čuj, veš kako poroko? Zdaj so pa frizure. Veš kako poroko si želim načrtovati? Da mi bi eden rekel, mi smo pa ful zaljubljeni v serijo Bridgerton in hočemo se poročiti tak. Tega recimo še nisem imela, kakšne tematske poroke, to bi si ful želela. To bi si želela. Drugače pa kaj je pa, recimo popularno je zelo, kar me zelo preseneča, da so zelo popularne poroke 100 ljudi plus. Da čim več svatov. Ja. Vmes recimo tega ni bilo, ne, sploh po koroni, oziroma med korono recimo, ne, ko je bilo vse več dovoljeno, smo imeli 50 do max 70, 80, pa včasih je bilo recimo, ne vem, če gledam 7 let nazaj, smo imeli več porok 50 do 80, zdaj imamo pa več, če dalje več, ne. Drugače pa trendi, so pa, kar se tiče dizajnersko in barvno, ne, se ponavadi ti trendi osredotočajo recimo na ta Pantone lestvico, ne, oziroma na to barvo, ki jo izdajo oni. Letos je ta barva kar malo nas še šokirala, ker je Cloud Dancer in je skratka belo kremna, sploh nekako bi opisala. In je zelo težko. Lani, ko je bila ta moka mača muse, oziroma bila je tak, no, kot da bi gledal kavo, no, če si predstavljaš kremno kavo, je bilo lažje, ne, in so tudi mogoče te bolj trendovske neveste želele. Se pravi, ni več črno-bela klasika? Ne. Ampak je bilo pa zdaj 2 leti nazaj, 2 sezoni nazaj, ne, je bilo, poroke so bile, ne, da so bili ali vsi svati v črno, pa je bila samo nevesta v belo. So imeli take zanimive dress code, to je bilo, ja. Mi smo tudi imeli eno, ko so bili vsi v bež oblečeni, recimo, ne, je nevesta rekla. In se to veš, drugače je tako, zna biti za svate to
kar težka naloga, ne? Ja, verjamem, ja. Ampak, ko pa ti pa gledaš optično zadevo, se pravi slike, Je pa video, je čudovito, pa ne. ful lepo zavijati, ne. Ker nimaš tam, ne vem, ene, ko je v neon-oranžno oblečena. Čisto z lufta, ne. Čisto to, Ja, recimo, ja. ne. Aha. Sam jaz imam tako zelo, veš, kak ti bom rekla, kar se tiče dizajnerskega cvetja, kar moje neveste pridejo, se pol kar malo meni prepustijo. Meni je zelo pomembno, ko jaz vidim prostor, da na prostor zberemo pola, veš, od hrane do glasbe, a veš, do, ne vem, cvetja, dekoracije. To moraš res znati, ne, ker tako, zdaj razlagati, jaz vem, da bi se zgubil, ne, pač nisem za to, jaz sem za mikrofon, ne, razumeš? Ja, lej, Ne? Prav tako, ko te poslušam, ne, mi je interesantno, ne, pa verjetno tudi najnim gledalcem, ne, razumeš, kak je to res enih takih finez, enih takih milimetrčkov, ne, Ogromno. teh puzlov, ne, Ja. ki se pol v neko tako Celoto. sestavljeno, kot te ljubezenske zgodbe, Ja. fatalne sestavijo. In pa se je res škoda ločiti, če gledaš. Ne? Pa je res to za zmeri. Ne? Mislim, če pa to zdaj zajebeš tako veliko stvar, pa se ti ločiš že čez 2 leti, a pizda, pa si pa res bedak, že zato si toliko denarja dal. Ne? Ja. Mislim, to pa, ampak dobro, lej, ločitve seveda obstojajo tudi, no, ampak če te pa malo zdaj izzovem, ne, da neko boš povedala, kako ne, ampak da bi pa ti zgruntala, da pa ta ljubezen ni prava, pizda. Da ti skozi proces ti zgruntaš, da je to neka preračunljivost, da je on mal lump, da tudi ona ni čista, kot kaže, si bolj zavezana molčečnosti kot duhovnik, je bentiš, ali bi odstopila, ali kaj narediš, ker to pa zna, tako kot razmišljam zdaj, je benti, kaj narediš, ne pa da bi izvedela neke grozne stvari, recimo, kar ona sploh ne ve v njemu, ali pa kontra. Če se ti nič takega ni zgodilo, hvala Bogu, ne? Ampak rečemo, če bi se ti, si predstavljaš, ne vem, da zveš, vse super, pa ti zveš, da on njo serijsko vara, Ne vsemi kolegicami, vsemi družicami, da ti Ja. njega zalotiš, kak je z družico pizda nekje. Ne? Ja, se Kaj- te Ne? zgodbe niso tak Ne? nevsakdanje. Kaj takrat se zgodi? To si pa postavljen v eno tako, Ja. bom rekla, zelo neprijetno situacijo. Mm, Ne vem, jaz po mojem tak človek, kot sem jaz, bi povedala. bi povedala, pa Ja. zjebala poroko. Kaj? Lej, jaz ne vem, če bi lahko bila tihno. Pizda, ja. Ne bi mogla biti Odvisno, tihna. kaj bi zdaj videla. Ne? Odvisno, kaj bi videla, Ja, to ja. je res, to je res. Ampak, hova vem, lej. Ne vem, po moje bi povedala, no. Po moje bi povedala. Mogoče ne glih na sami poroki, Ja, mogoče pol, kasneje. teden Ker po. ja, pa se na poroki tako nimaš kaj narediti. Ja. Kam, kaj? Njega za uho pa poriti, ali kaj, Ja, ja. mislim. Ne, pa mislim, da bi vmes med samim procesom. A misliš med načrtovanjem? Ja, da bi poštekala, da to pa. Ja, ne vem, mogoče bi diplomatsko se s kom, s katero Ja. stranko pogovorila, veš, kam Je bila mislim. nek terapeut. Terapeut. Ja. Ja. Ja, vse to so tudi ene take zanimive vode, ko me mikajo, ker Ja, ja. odnosi so zanimivi, a veš. No, ampak no, kaj pa na sami poroki? No, tako si ti rekla, ne? Se ti je zgodilo kaj takega, kdaj, kak incident? Meni, hvala Bogu, ne. No, hvala Bogu. Ja, okay. Ja. Zato, ker lej, jaz sem take fajn pare vedno ženim. Hvala Bogu. Res. Veš, kaj to bo mogoče zato, ker jih res dobro poznaš, pa te dejansko mogoče res ne morejo pretentati, ne? Da neki blefirajo. Po Ja, moje, no, pa- ne vem, ugibam, verjetno je pa to, ne? Pa veš, kaj je, jaz res verjamem, da ti univerzum ali Ja, kdorkoli je že ja. nad nami, jaz pravim univerzum, da mi pošilja take pare, ko sem jaz, veš, kaj mislim, da Ja. tako energijo, ko jaz oddajam, to nekako nazaj dobivam. No. Mi je to, in se to tudi pol izkaže na samem procesu, a veš, ko delamo, ko je poroka, tudi ko ljudje pridejo, ko začutijo to energijo tam, ki je med mano in parom. Najbolj so mi fascinantne babice, ko pa rečejo, joj, nismo bile še na takih fajnih porokah. Ne. Ta poroka je pa res nekaj najlepšega, ne? Kako ste fajn zrihtali to za mojo vnukinjo. Veš, to meni skoraj to več pomeni, kot pa da mi pa reče, lej, Ja, super je bilo. Ker jaz se tudi potrudim, no, da za te starejše, a veš, da poskrbimo za najmlajše. Ne vem, pomembno je tudi pri teh porokah, da si dober opazovalec. Enkrat sem se šla z eno punčko mes igrati, ker je hotela svojo mamo, ki je bila družica, skoraj sleč tam iz obleke ven, ata Ja. ni upal prijeti po njo, sem jo jaz vzela od mame stran, sem rekla, greva mi dve malo naigrala, pa sem jo pač pelala, ne. Ti vse čekiraš pol. Ja, kaj se- Aha, imaš vse- moraš, mislim, moraš. Jaz sem še, se pravim, to je moje, jaz moram imeti to vse. Ja, ja.
Pa se je zgodilo, da je kak incident, ne vem, kje, da je kdo padel, pozabil, kaj reči, ali se je polila po tej sveži, lepi obleki, tik pred tem. Si imela kaj takega, kaj zabavnega. Kaj zabavnega? Burlesko, ne vem, da je kdo vstopil, kaj, ne vem, pa si drek, pizda, če češ, kar je sreča, pa je. Pa kakšna torta, da je preletela, ki ne vem, je bilo kaj takega, da si rekla, fuck, ali pa kam, pa zdaj pa se je strgala v obleka, ne vem, na pamet govorim. Ja, enkrat smo že šivali, enkrat se je nevesta skoraj spotaknila čez tepih, smo komi rešili, da se je to snijaz hiter tepih nazaj potegnila, ko sem videla, da ga je zahaklala za krinolino. Ker namreč v cerkvi, mislim, neveste si želijo tepihov, pa mi ga vedno zalepimo. Ja. Takrat je prišel pa glih duhovnik in ni nas imel lepo, takrat je rekel, da ne smemo tega nič lepi, da to pa oni ne bojo dol dobili, pa se ga bomo mi vse ščistili. Ne smete to, sem ga, ok, vredno. In pa smo imeli to težavo. Drugače pa jaz sem doživela par nesramnih incidentov, no. Nesramnih v smislu, ne vem, da sem naenkrat prišla v cerkev in jaz se pač predstavim, kdo sem. Kako imaš tem cerkvam? Ja, lej. Ja. No, pač, to je bilo slučajno v cerkvi. No, in ena gospa reče, kje pa jaz sedim? Aha, se pravi neka, bomo rekel, gostja. Svatinja. In jaz, pozdravljeni, jaz sem pa Vita, jaz sem organizatorka od njiju, ne vem, kje pa želite sedeti, ne, kaj pa se, ja, jaz sem teta, ne, kaj se ne vidi. Sem si mislila, ja, ne, na čelu ti piše, da si teta, ne. Take zadeve, potem, ne vem, imeli smo tudi, da je imel en izvajalec, nek kotiček in seveda ljudje pričakujejo, da se za ta kotiček skrbi, ne. In če ni kotiček, kak ti ne rečem, oni so rekli meni, izvajalec mi je rekel, ja, ta kotiček bomo mi oskrbovali, ne, ti se nič ne, zato ne rabiš ti skrbeti. In ona pride neka teta od ne vem kjerga kolena, iz ne vem kjerga kolena pride k meni, ja, kaka organizatorka ste vi, tole, poglejte si, kak je tole vse nametan, to bi vi mogla vse skrbeti, zdaj vam bom pa jaz pokazala, vi veste, da obstajajo tečaji za organizatorje, ker jaz vas bom kar prijavila. Pa sem se rekla, res, jaz nisem vedela, da to obstaja. Ona mene gleda, ni vedela, ali je šokirana nad mislim, jaz pač nisem hotela dati tega zadovoljstva, jaz sem pa sicer vse prazjarjena, veš, jaz sem ji hotela kar, pač jaz sem bila vrelja v meni. Ampak ja, jaz sem pa to in ona je meni dejansko na telefonu pokazala, na kak tečaj se jaz lahko prijavim. Sem ti zgledala, se rekla, gospa, v redu. Pa jaz prijem, to še ni bilo konc in pol ta ista gospa je šla še cateringu težiti. Jaz prijem ven in čujem, pa kako grozdje, gospa, o kakem grozdju vi govorite? In jaz prijem tja zadi, ne, vprašam onega šefa, ja, kaj pa zdaj problem? Ja, ona hoče grozdje nazaj, kako grozdje? Ja, jaz sem videla, da so oni vrgli 6 kil grozdja stran. In si jo takle gledam, pa rečem, ja, gospa, kaj, imate vi tehtnico zraven danes tudi, ali kaj? Ja, koliko to mislite? Kako veste, da je bilo 6 kil? Kaj pa, če je bilo 10? Kaj pa, če so bile 3? Kaj pa, če ni bilo sploh grozdja? In ona je bila pa tako zmedena, da je šla. No, seveda, ko sem jaz pač to povedala, ker jaz sem bila tudi malo kar, to je bilo že kar precej v jutranjih urah, vsi smo bili že utrujeni. Teda ja, no, drugače, na eni drugi poroki, smešna epizoda, je pa bilo, da se je en izvajalec tak napil, da je z odra dal padel. Mladen Grdović? Ne, ni bilo. Okay. Skratka, meni je bilo ful čuden, ker on nič pač sicer prvi večeri nič ni pil, ne. In jaz rekao, cool, ne. In on je kao potem, mislim, je bil pač DJ tam, no. Ja, kar naenkrat dol padel in pa jaz grem zadi in reče šef, ja, se je hodil skozi zadi gin tonike pit, ne. K nam je hodil zadi fehtarit, ne. Jaz pa itak jaz nisem skozi zadi bila, to je bil v bistvu en tak prostor, ko je bila zadi kuhna in si ti v bistvu mogel iti ven, veš, in pogledati in tak naprej. Veš, da ko sem noter v dogajanju, tam nisem hodila, sem sam šla v kuhno gledati, ko je bil kak problem ali pa ko je hrana ven prišla, sem jih šla vprašati, če je vse okej. Snega nisem videla. No, tako da pa sem ga 2 uri treznila, vmes pa sem mogla musko vrteti, tako da to je bila ena taka, tada snarediče na tej poroki, no. Mislim, v teh letih se marsikaj verjetno se zgodi, ne. Zaenkrat, kot vidim nekih hudih incidentov se ti, hvala Bogu, ni zgodil, ne. Ne, pač bolj take... S kakim pijanim, kakim svatom pijanim, kdo kaj razgrajo, ali... To smo imeli, ja, vse smo imeli tudi take. Pa še moraš varnostnike imeti na poroki, če ne 300 ljudi, recimo, pa ne vem. Ja. Take poroke še nisem imela, pa ti moram povedati, imeli smo poroko 180 ljudi. In to je vsem velik, ne? Ja, to je bil za mene kar izziv. To je ogromno, ne? To je ogromno. In to je bila poroka, iz katere sem se ogromno naučila, tako bom rekla.
sicer smo šli vsi 4 delati in vsi 4 smo tam ostali, ampak nas je bilo še vsem premalo, ker je tudi posest imela tam premalo osebja, tako da mi smo še hrano pomagali deliti, no, ne pozabili, pomagali deliti. Enega redarja mi niso uspeli zrihtati, tako da sem jaz usmerjala prometa, veš, ker parkirati 120 avtov, 130 avtov, to je njim mačka še, ne. Če pomisliš, ne veš, tudi na to moraš gruntati, ne? Ja, ki bo folk parkiral. pač to, seveda, in jaz sem jim tako rekla, tam sem rekla, gledajte, mi imamo 180 svatov, jaz rabim nekoga, ki bo parkiral avte in ki bo uspel, in on me je gledal debel, je rekel, kako to mislite? Sem rekla, ja, kako to mislim, tako sem vam povedala, ne. Ja. Tak, no, ne vem, zgodilo se je, recimo, da so prstane pozabili doma, pa smo pač zamujali pol obred, ne, kar pač upravna enota zelo ne mara, ker edina taka stvar na poroki, ki se jo moraš držati, je ura tega civilnega dela. Tako. Drugače pa ja, kak je smešne. Ja, lani se nam je zgodilo na eni poroki, da je prišel, da smo iskali, da je šel župnik na romanje, evo spet cerko, ne, se bo še režal, ampak tam je res največ nekaj. In mi smo iskali še dobro, da je tam prišel slučajno nek sosed, da nam je pomagal, nismo našli, kdo ima ključ od cerkve. Jaz sem imela pa aranžmaje zunaj z avta, že vse, hvala Bogu, sicer ni bil vroč dan. Posta pa pevca prišla, ne, in mi smo pač navajeni v redu, cerkev se odklene, mi okrasimo, pevce noč spustimo, ona dva zvata, počakata kar v cerkvi in potem se obred začne. In on meni tak, on je mene, ta gospod je bil pač skrben, se razume, njemu so dali za zaupati ključ, njega je bilo strah v bistvu malo župnika. In on je vsako pentlo, ko sem jaz na stol zavezala, je on za mene stal in me je sprašal, a ste že konec? Vsako pentlo, jaz sem tako živčna, jaz po mojem nisem še tako živčna nikoli na poroki, pač res mi je dihal za ovratnik. No in pa jaz sem fertik in reče, veste kaj, smo oni zdaj župo domov pojesti, pa ugantati se moram, pa prijel nazaj. Pa jaz je v redu, jaz sem cerkev zaklenil, pa jaz, ne morate zakleniti, pač mi moramo zvaditi. Ja. In on je pred glasbeniki zaklenil cerkev in je lepo šel. Tako da mi smo imeli, takrat sploh nista imela ona dva neke hude vaje, smo bolj na hiter naredili, ker smo pa mogli imeti pa krobretne. Tako da je bilo take prigode. Glem, svega je svašta se ti zgodilo. Ja, seveda. Vita, če te to vprašam, kaj pa ena takna ženska, recimo kot si ti, odkot ta želja, si ta wedding planner, feeling gledala od Jennifer Lopez, ne? Kje je to v tebi prišlo, jaz bom pa načrtovalka porok, ne? Si zdaj to od nekdaj že hotela biti, si kaj druga prej počela, da mi malo to svojo zgodbico življenjsko povej, kje si zdaj ti od vseh možnih stvari, pa glih od tega vraga nočno. Očitno ti to leži, več kot očitno, ne? Ampak kje je ta želja? Jaz nisem od malega sanjala o svoji poroki, tudi nisem od malega si to želela početi, tudi me ni film Jennifer Lopez prepričal. Pri meni je to prišlo tako zelo spontano. Drugače film je zankura, če ti lahko. Ja, kot ekspert povem, ta film je zelo slab. Ja, se opravičujem, ampak pač Hollywood, ne? Pač, ne? Ja, ok. V glavnem, ja, veš, kak je bilo to. Jaz sem v bistvu, ko sem šla na študij, sem organizirala tekom študija zelo veliko nekih dogodkov. Aha. Od športnih prireditev, ker sem učila skupinske vadbe, tako da sem tudi jaz na odru bila in sem učila dol punce. Kaj to zumbo? Ja, zumbo, a je največ zumbo, no, ker sem bila prava, ker ja, to še zdaj počnem za tak mal. Bila sem tudi zumba inštruktorca nekaj časa. Potem pa sem bila pa v 2 društvih, ki smo se kot študenti med sabo povezovali in pa sem organizirala mednarodna srečanja, ker smo se z drugimi študenti povezovali, se pravi Madžarska, Hrvaška, Italija, take zadeve, no. In 3 kolegice so se pa tekom študija poročile. In sem pač njim tudi malo pomagala, pa malo sem bila zraven tega procesa, pa kako to, ker so bile tudi mičkeno starejše od mene. In ti moram povedati, da v bistvu tako je bilo res tako organsko, da sem jaz v bistvu, ko je mene mož zaprosil in sem midva začela organizirati poroko, sem jaz v bistvu po tej zgodbi najini, je ta prostor meni rekel, če bi jaz kdaj njim kak par gor pripeljala, ne, da pač najina poroka je bila tam na tem prostoru ena prvih takih res. Pa to ste sama organizirala, ste koga najela? Ne, sama sva. Midva sva sama, s tem, da sem imela pomoč
od mojega moža sestra, no, svakinje, pa še ene kolegice. V glavnem, pa sem se pa v bistvu tako je bilo, da sem se kar nekako, jaz imela prej druge službe in sem pa za hobi začela v bistvu tako malo se oglaševati tudi v tem smislu, no, da bi pa jaz rada to organizirala in tako naprej, ne. Sicer malo je pol bilo smotan, ker po najinem tem letu, ne, midva sva se poročila 2019, je pol bila ta korona. Teda v bistvu prvo sezono, ko smo mi delali, smo speljali v bistvu samo 3 poroke v času korone, ker smo tisto leto dobili ogromno tujih projektov, tudi s tem prostorom, kjer sva se midva poročila. A veš, pa iz Amerike, pa iz Hrvaške, pa to niso prišli ljudje. Teda ja, in je to potem spontano in je zdaj je pa pol steklo. Jaz sem službe potem kar hitro videla, da službe navadne za mene niso. Skusila sem se marketing, delala sem v PR, veliko, čeprav nisem nič od tega jaz dejansko po poklicu. No. Jaz sem drugače po poklicu, imam 2 magisterija naredila. 2 magisterija? Ja. In pa imaš čas, pizdarija. Ja, kjer, iz česa? En je iz zgodovine, drug je pa iz slovenskega jezika in književnosti. Tako da naša vabila so popolno napisana. Zato tako lepo govoriš. Pa ja, no, danes se glih ne trudim, uporabljam kar precej angleških izrazov. Ampak drugače sem jaz taka, no, ful, pedantna ženska. Ja, to pa sem, ja, fejst, ja. Ampak veš, zato sem pa rekla prej nekako Bridgertona, veš, tudi ta moja zgodovinar, da bi se v meni malo zgodovinarka, no, da bi se malo, ampak jaz sem to vzela bolj kot hobi, veš, moja mama je tudi zgodovinarka in jaz sem njej ful pomagala skozi in pa sem rekla, ja, gremo pa to ne študirati kot bombonček zraven. Slovenščina mi je bila pa vedno všeč, jaz sem zelo rada brala, zdaj pač imam manj časa, ne, žal, pa še vedno berem, no, ni, da sem nehala, ampak prej sem ogromno brala in zelo rada sem pisala eseje. In jaz sem šla v bistvu iz te želje, no, po pisanju, sem šla to študirati, ampak če ti iskreno povem, veš, koliko esejev sem napisala tekom študija? Samo enega, v 5 letih. Men? Ne, žal ne. V čem? Esej je bil pa na temo ene antologije, ki jo je pisal en naš profesor in me je prosil za mnenje moje in je pol en del tega eseja tudi zdaj v njegovi antologiji objavljeno. Ja. Brez veze torej. Ja, ok, ne bomo omenila. V glavnem, ja, ampak ne, res mi je zanimivo, ne, ker vsak se pač za nekaj odloči, ampak izgleda, da je pri tebi ta poroka s tvojim najdražjim, ne, bila mogoče tista točka preloma, ko si rekel, zdaj bi pa jaz to tudi počela, ne? Viš, kar je dobro, ne? Zdaj vi se ne smete zdaj ločiti, ker to bo res smešno izgledalo, ne? A veš, tu neki reklamira poroke, cela navdušna ljubezen, sama šla v kurac, to moraš paziti. Ja, pa vemo, kaj imaš tri otroke, vem, da imaš. Ja. Mamica, 3-kratna že, ne? Planiraš, pa je še 2, ali kaj sem prej izvedel tudi njega, ne? Zdaj, če je res ali ne vem, ne? Govori se, ne? Ne, ampak si dejansko, če gledaš, polno zaposlena ženska, ne? Ja. In verjetno mogoče pa iz teh izkušenj, ne, ker mnogi pari, ki se poročajo, tudi že imajo otroke, ne, predvidevam, ne? A veš, pride pa kakšne nasvete k tebi, kakšne, ne vem, psihološke zgodbe, da jim moraš ti miriti, pa s to bo tako, pa tako, glejte, jaz imam tako, pa ni vrag, da ne bo ta tudi vidva to zmogla, se tudi terapevtska zgodbe so, ker izkušnje imaš dovolj dobre, da lahko tudi tu pomaga. Zdaj, ne vem, da je en samski, pa nima otrok, a on bo nakladal zdaj v starševstvu, v fajnih zvezah, bi rekli, čakaj, malo blefiraš, ti to dejansko imaš. Vse, kar potrebuje par za srečo, ti dejansko živiš, če smo iskrena zdaj tu. Ja. Imaš familijo, imaš moža, imaš otroke, ne? In verjetno to tudi pari vidijo, ker spoznajo, verjetno ti pridejo težiti na rekovajih. Čuj, kaj pa zdaj to, pa kaj po poroki je drugače, ni drugače. Verjetno ti... Mislim, vse zgodi, veš, tekom procesa, itak se spoznaš, ne? Marsikaj se pogovarjaš. To je tudi tak proces, veš, velikokrat grem tudi k njim domov, ne? Ni tak, da smo neki zdaj totalni tujci, sej, a veš, to je eden izmed, jaz tako rečem, to ni najpomembnejši dan v tvojem življenju, ker jih je veliko, ampak je pa po moje zelo intimen, eden izmed najintimnejših, tako izmed. Ja, seveda, pa je tu, veš, rojstvo otroka je tudi poročna ena noč, tako, poročna noč, opala. Prosti. Da, veš, kaj mislim. Se strinjam. Okay. In se pa pari mogoče, kar me mogoče malo žalosti, no, da se pa vsi ne zavedajo,
Da pa ni, a veš, ta dan, zdaj neka prelomnica, vsi se tega dneva ful veselijo, ampak se pa mogoče premalo zavedajo, da je pa pol tudi the day after, ne. Pravljice konc, ne? Ko se prodiči, pravljice konec. Ne bi tako rekla, ampak mogoče tega poročnega blišča oziroma tega poročnega, razumem. Ti pravljico živiš celo življenje, če si pravi en za drugega, veš. To se mi zdi zelo pomembno. Jaz vedno rečem parom, ni sam ljubezen tista, ti moraš imeti tudi predvsem spoštovanje en do drugega. Spoštovanje v tem smislu, da recimo jaz si ne znam predstavljati, da bi mene moj mož steril nekam. Kam v kuhno? No, mislim, vem, z besedami grdimi, ki jih tu ne bi zdaj govorila. Okay. Recimo, ampak... To spoštovanje misliš, da je tudi v samem, da ni... In pač ne vem, neveste se mi zdi včasih, no, ko tako poslušam, ko načrtujemo, predvsem neveste, no, so tiste, ja, pa to bo to, pa to, veš, pa tole bi rada, da je tak, pa to, pa tak, pa se mogoče ne zavedajo, da tudi v življenju ni vse tako popolno in tudi ta dan ne rabi biti čist perfekt, veš. V smislu, vse je, ampak popoln je, koliko se ona dva počutita. Če se bosta ona dva počutila zvezda svoje zabave, pa ni važno, ali bo ona padla, ali se bo ona obleko zapacala. A veš, imeli smo tudi par glih lani, ko je, veš, kak je ulivalje, glih, ko sta se ona s tistim helikopterjem prepeljala, a veš, ne. Ampak ne vesta, ona se nič ni sekira, ona si je pela, DJ je nabil samo tako muziko, dež naj pada, sam da ti imaš mene rada, veš, ona si je pela. A veš, in noben od svatov ni jim bilo ne hladno, ne nič, ker pač sta ona dva, veš, to živela, ne, tak. In verjamem, da bo ta tudi naprej taka, veš, ker sta tudi ta dan pokazala, no, da sta res kompatibilna. In ja, to je... ampak pozabiš, no, malo pa vsem se mi zdi, da ženske kar se tega dneva ful veselijo, pa se pa nobena ne vpraša, kaj pa bo pol, ne, ali pa kjera me vpraša, Vita, kaj pa če se zgodi to, ja, in v večini primerov se zgodi, da dejansko za popoln scenarij vemo samo 3 osebe, jaz pa ona dva. Tudi če bo igral narobe musko band za prvi ples, tudi če bo, ne vem, ko bo ta ona dva šla, mislim, ona recimo ponavadi gre za očetom, no, do svojega partnerja po oltarju, ne, oziroma down the aisle, bom zdaj tako rekla, ker mi je lažje. Tudi če ne bo en duo tam, če ga imata igral tiste pesmi, v bistvu bo ta vedela samo ona dva, pa jaz ne. Svati ne bojo vedeli, zdaj pa je na tebi, kak ti odreagiraš, a veš. Ja, bi pa, in to je mogoče še v mene ena taka želja, da ne glede na to, da jaz nisem iz teh vod psiholoških, ne, da sem kaj druga, ampak sem pa tako zelo praktična ženska oziroma praktična žena, ne, kot car svoje, da bi želela parom tudi to nuditi, pa mogoče kasneje po poroki neko tako svetovanje. Ne. Tudi mogoče, kar se tiče seksualnih zadev in seksa. Poglej ti, še to se spuščala zdaj, še kaj, poročno noč, po poročni noči. To ne, to naj kar sami delajo. Ampak tak, mislim, a veš, v enem filmu je bilo, ne, tudi, ne vem, če si gledal Maid of Honor. Ja, pa Patrick Dempsey. Tako, no. Kako vprašaš, če sem gledal? Oprosti, sem gledal. Oprosti, res je, no. Nekako gre on z njo kupovati to perilo, ne, recimo ta perilo za poročno noč, sploh če par mogoče že prej tak živi, veš, da se ženska rada v kako perilo posebno obleče, pa to, lej, ja, ne, zrihti, ne, čeprav je pa res razlika med našo poroko, mogoče, ne, kot ti rečeš, tak poročna noč, da veš, bi mi bilo pa zanimivo narediti raziskavo, koliko parov dejansko zaužije to poročno noč. Aha, tako se zagre. Po moje to sam še neka fama, veš. Ja. Čeprav, jaz gledam tako dobro, jaz nisem bil poročen, ne, zdaj, če boš ti mene pa Moniko poročila, to še ne vem, se še nisem za tebe odločil, ti bom javil. Ampak hočem reči, a veš, zdaj pa prvič seksam svojo ženo, ne. Do zdaj sem svojo punco ali zaročenko, zdaj pa za ženo, ne. Ja. To je nek tak, bi mogli biti neki ta vobo, pa mogoče, da ta seks ne rata, dober, si predstavljaš to, ne? Ja. Da so vsi že pijani, vsi adijo in je ta prvi, in tu potuš, kaj je za to, ne? Mogoče je ta fama, ta prva poročna noč malo pretirano idealizirana s filmov, z romanov, ne? Jaz mislim, pa mogoče to v sami praksi ni tak, ne raje pa poskrbijo, da bo
po poroki to poroki lepo, to ne, boljš, ne ja. tista noč, ko mogoče res ne bo tako fajna. Ne? Ja, ne, sam če tako gledam, a veš, ful dolg, nekateri mi pa razlagajo, mi smo ful dolg žurali, bili smo do 5 zjutraj, ali pol 6, ne, da so šli zadnji spat. Pridejo ob 10, ko jaz tam pospravljam, pridejo čist zmačkani. A veš, mislim, dvomim. Jaz si sicer želim, da se moj občutek moti, da vsi to naredijo, da imajo to poročno noč. Nekaj včasih je bilo to, veš, ko so bile ženske device, ne? Ja, seveda, do poroke, pa so pa razobesili tisto krvavo rjuho gori, pa so vsi to gledali, ploskali, tega danes predvidevam, da ni več, ne? In mogoče to res, srčno upam, da ni. No, mogoče to res ni več taka fama okoli tega, kot je bila. No, ti to veš, jaz nisem organizator porok, ti to veš. Ne, lej, tudi jaz ne vem, ker tak pa tudi nismo, veš, kaj ti naj rečem, nismo tako s parom, da bi jih jaz to direkt vprašala, ne, mislim, redki so, ene neveste mi same povejo, tiste, ko smo si bile bliže, recimo, da sem, a veš, veliko me je zdaj kolegic tudi najel, s tistimi se zmenimo take stvari, ne, ampak ja, lej, to bi mi bilo mogoče zanimivo, no, se pravi, da bi ti nudil tak iz prve roke, mogoče, veš, ker vse mogoče nimajo takih prijateljev, da se lahko menijo. To bom jaz prevzel. Ta del ti bom pa jaz prevzel. No, evo, super, evo. Se pravi, terapija za poroko, to bo moje, ne? Super. Ja, ampak sam glede teh stvari, ti boš imela te druge, zmel pa to, pa ti bom povedal, tak pa tak, tukaj ni v redu, to smo zašuštrali, to smo zajebali, ta že ima ljubico, ne, to smo pa spogledali, to se povedal. No, fajn, okej. Ampak, da pa vidite, če te vprašam tole še, kje te zdaj pa ljudje najdejo, ne? Kje oni tebe zdaj, z tega naj ne pogovarjajo, dobro, bomo to tudi kakšne linkice bomo dali odspoj, da te bojo lahko takoj sklikali gor dol, ampak takle zdaj med pogovorom, kje te največ najdejo, kaj imaš spletno stran ali Facebook, Instagram, tu si kar aktivna po moje gor, objavljaš neke videe, pa te, kje te najdemo? Imam spletno stran, imam Instagram. Za zmeri, posod. Tako to, za zmeri, bom zdaj tako za zmeri. Wedding planner, oziroma zdaj tudi delamo kakšne dogodke, tako da če imajo kakšne 50-letnice, 60, to si vključil. 40, 30, pomagamo. Včeraj sem glih pomagala kolegici, ker ima njen 30, ko pa sem ji neke sedežni red sta želela imeti, no, pa neko tablo dobrodošlice, pa tako, no, da sem ji zrihtala, pa napihnala sem po moje, smo včeraj napihnali 300 balonov, tako da sem šla pomagati, no, tako da to najbolj aktivna sem v bistvu na Instagramu, to je postala neka taka moja stalnica, galerija, tada tam, pa najraj imam, da mi napišejo kar na mail, tam je tudi moj kontakt, mail je, da mi napišejo, imajo tudi en link na Instagramu in sicer preko ene aplikacije, lahko mene najamejo za 15 minut, naredimo Zoom srečanje, se pravi preko Zooma, sam za 15 minut spijemo, jaz rečem, spijemo hitro kavico, pa me malo spoznajo, me lahko vpraša, kdo sem, kaj sem, delam in to je čisto brezplačno. In vsaka prvi sestanek z mano je povsem brezplačen, tudi da mi piše je brezplačno. Se vidimo in od tod naprej pol štartamo. No. Tako da tu sem najbolj aktivna. No. Pa mogoče je še pomembno to, da povem, da z eno posestjo imamo tudi poroko na ključ, kar je pa tudi objavljeno na moji spletni strani. Poroka na ključ pa pomeni, da imajo v ceni, ki je tudi objavljen je gor okvirni meni, objavljen je tudi gor dekoracija, cvetje, dobijo v bistvu prostor, catering, pijačo, dekoracijo, cvetje, mene za koordinacijo, se pravi, da moramo zrihtati še samo glasbenika, fotografa, videografa, če ga želijo imeti, pa pač če nočejo imeti, mislim, če je DJ, pa kakorkoli kaj za obred, no, v glavnem pa, da se obred zrihta, ampak v glavnem imajo pa že večino stvari in temu se reče poroka na ključ, in je tudi cena pač temu primerno nastavljena. No. Ti kaj se pa zgodi, če je kakšna družica bolj luštna od neveste? Ima nevesta problem s tem? Kako vprašanje. Si zaznala, kdaj to? Da je malo tako ono, fuck. Pa ne, ja, mislim, to bi... Da nevesta ni zvezda dneva, ni zvezda večera, da je zvezda ena druga, ki je prišla tega. Ja, ali pa partnerka od nekega tipa, ki je prišel bolj kot ni na ključno celo tja, kaj takrat? Zgodil se je enkrat, ne moram je glih skenslati, zgodil se je pa, no, da je enkrat ena družica precej na sebe in tak naprej, bila je tudi samska, želela si je po moje kaj iz te, in pa je pela in imela neke tam šove in precej so se ga tudi
desili, sploh ona se ga je napila fejst. No. Pa je imela tam neke šove, pol je z njima dvema hotela nek šov narediti in to je bil tak dizaster, da jaz sem pa vprašala ona muzičarje, kaj boste vi to zrihtali, jaz to zrihtam, kaj bomo, ker je kvaril celotno zabavo. No, pa smo jo pa prijazno pospremili v njene prostore in smo na tak bolj prijazni način. No, zdaj pa, če še večjo slarijo, vprašam, ne? Vem, da zdaj vizualno, to smo pač, vizualnost ni vedno najpomembnejša, ne? Bom rekel, se ljudje poštekajo, zaljubijo, ne? Pa praviš, pa kaj te dela s to, pa kaj on dela s tem, ne? Ampak ona dva že vesta, ne? Razumeš, ne? Lepota je včasih zelo prozorna, zelo hladna, zelo nezanimiva, ampak dobro, vseeno, ne? Da smo dva poročila, pa tiš pa pizdo materno. Kaj gre to skupaj? Ja, ne vem, on lep, ko strela, ona pizda fuck, ali pa ona lepotica, ona ima ful denarja, ali koji kurac, kaj se tu dogaja, ali ima velikega, ali kaj hudiča je tu, ne? Imaš to da v glavi, mislim, načeloma ne bi smela imeti, no, ampak... Ne bi smela imeti, ampak seveda, se vsi mislim... Ja, pa tudi noč svati, pa reče... Ne, to ne, nisem doživela. Ali pa razlika v letih, no, evo, recimo. Razlika v letih? Ja, da je 30 let razlike. No, to nisem imela. To nisem imela. Sem pa recimo imela že primer, ko je on bil ful skuliran, ona pa totalno, pa si mislila, koliko mene bi to požrl, da si s tako osebo skupaj, veš, ne? Ali pa ne vem, kaj je še bilo kaj takega, da nek par me je zelo skrbel ves čas, kako bojo fotke izgledale, ker pač res nista bila fotogenična, ne. Oprosti, no, zdaj ti jim direkt povedala, ja, sej vem, da to, ampak ti moram povedati, da je bilo, da pa jaz sploh nisem imela več teh pomislekov, ko je bil enkrat dan, ne, ampak tak, pa zanimivo je bilo, da je bila tudi to njuna skrb, ne, ona mi je skozi govorila, ja, pa veš, jaz nisem navajena imeti make-upa, nisem navajena to, nisem navajena ono, ne, a veš, ne, tudi take zadeve imaš, ne, smo mogli najti, mislim, poiščeš tudi tako vizažistko, a veš, da čim bolj natur pač te zadeve naredi, ne, ne vem, tudi ne vem, skrbel je enkrat, jaz imam pa očala, ne, pa jaz to ne bi imel, pa sem rekla, ti se boš ubil, kaleči, drugače nosiš, ne, jaz sem rekla, vse tak si, mislim, recimo, pa tudi hecen je, ko folk reče pred poroko, jaz bom pa zdaj ful shujšo, ne, zakaj, mislim, ona te je itak navajena taga, mislim, ni, sem pa, kaj ti narečem, mislim, sem tudi človek krval pod kožo, tako da, veš, da imaš kakšne take pomisleke, pa ni to noč, jaz imam veliko kakih takih pomislekov, tudi tekom načrtovanja, pa se pač pol z Anžetom možem, pač malo pomenim, pa mu malo povem, ne vem, veš, tudi take čist človeške skrbi imam, ne, v smislu, ne vem, enkrat sem imela pač nosečo pevko in me je skrbel, ali kako bo to, ne, a veš, ali pa jaz sama sem bila, veš, da sem 3-krat noseča, ne, zdaj, jaz sem delala poroke poleti sem bila najbolj visoko noseča, ampak tudi me je za mene skrbela, ali bom zmogla, ne, ampak jaz sem tam z unim trebuhom vse oddelala, vse tipi-topi, tako da veš, da no, ali pa ne vem, za kakega izvajalca včasih, kakega DJ, ali pa kaj, ko sem šla na sestanek, ko sem tam, kak lahko, mislim, ne, ampak pol, a veš, to je grdo, ne, ampak vizualno mi je bilo tako, kak si ti lahko DJ. Ampak, a veš, on je naredil pa tak perfekt, da sem pa rekla, za to. Nekaj se to takle, zdaj pač ne malo, ampak... To je zdaj grdo, ne? Ampak če gledaš, tako dobro, se tudi jaz zdaj gledam, ne vem, da imam neko, tudi jaz sem marsikaj že organiziral v življenju, ne poroke, ampak razne prireditve, zabave, a veš, ne, koncerte in tako naprej, ne. Tudi jaz pizda, ne vem, da bi imel zdaj na odru nekaj nastopajočega, pa da mi pride pizda, ne vem, zanemarjen, grdo oblečen, ne vem, da ni bil potušen, pa to bi tako pizda, stari, kaj, kurva, zdaj pa se ja veš, če imamo neko ugledno prireditev, zdaj pa ne moreš pizda zgledati, bom rekel, zdaj grdo, ko ne klošar, grdo rečeno, ne, a veš, pizda. Ampak, ne, ponavadi ni to zdaj masovni problem, ne, sam, če je lepo to vse stali in gor dol, ne, zdaj ti meni trenirki hoditi, ja, ne, žal, ne. Sam to pa jaz kar razpucam z mojimi izvajalci, tudi same take, ne bom rekla, nisem še srečala v mojem poslu izvajalcev, ko ne bi bili zrihtani karkoli, kar pa je pri meni res tak no-go, oziroma nikoli ne bi
ko sem ti prej rekla, pač, da je on z odra dol padel, oziroma da ni bil sposoben vrteti muske, oziroma pač ni mogel delati. Njih nikoli več nisem priporočala za nobeno poroko naprej. In tudi jaz parom povem, da moji izvajalci so glede tega resni. Tudi kar se tiče mojega benda, jaz imam en bend, ki ga zelo rada priporočam. In zakaj ga zelo rada priporočam? Ker vsi so izobraženi glasbeniki noter, ali pa še študirajo na konzervatoriju, ali pa učijo zdaj glasbo, a veš, to. Drugo so mladi in so še ful zagnani. In jim je vsaka poroka oziroma vsak dogodek, ko jo delajo, tako, da bi za sebe špilali. In ko ti vidiš, da oni uživajo, pa si lahko sam zamisliš, kakva je bila atmosfera, pač nora. Plus tega, da se ga ne napijejo. Ne? A veš, ker to, jaz sem tudi tak primer, ko pač sta si ženi in pa nevesta sama band zbrala, zato ker je bil seveda ful fajn pocen. In potem so prišli k meni, pač ta šef kuhne, šef strežbe je prišel k meni pa rekel, čujte, kaj vaš band bo igral, pa sem se kar malo užaljeno počutila, ne, ker pač ni bila to moja izbira. Pa sem rekla, lejte, kaj pa je narobe? Je rekel, ja ne vem, samo v 2 urah so že 6 litrov vina spili, teda jaz ne vem, kako vam bojo sploh špilat začeli, ne. A bili so samo 4 v bendu, ne. Pa sem zba tak, shit, ne. In tudi njih nisem nikoli več priporočala naprej, ne. On mi je sicer ob 2 zjutraj snemal, kako oni špilajo, ampak to je zvenelo tako, da se 3 mačke gonijo, tako da veš. No, to je za mene tudi no-go, ne. Pač mi smo vedno zrihtani. No, nek profesionalni, to more biti. Moramo biti, ne, tako. A veš, tudi jaz, če se ga pol ful ne sprostimo, pa tudi pol, ko jaz vidim ženi in pa nevesta, jaz recimo spijem 2 deci penine max, pol pa šele pola, veš, kak koktel mogoče, ko je že polnoč, pa ko je tisti ves program oddelan, ko se lahko spustim. Ampak moraš biti profi do konca, to ni debatno. Vita, smo kaj pozabila povedati, če kaj leži na duši, kar moramo še izpostaviti ob koncu, kaj prelomnega, pomembnega, da nisva morda omenila, kar je mogoče bilo fajn vedeti. Fajn vedeti. Ja. Dragi pari. Imaš zadnjo besedo? Ne, nimam zadnje besede, še ampak tak, če si rekel, da zavedati se morate tekom organiziranja poroke, da delate to zase. Ne delate ne za taščo, ne za mamo, ne za prijatelja. Če imate rada rock, vzemite si rock band. Ni važno, da bojo za 3 mizami sedeli, pa pač se ne bojo fajn imeli, ker poslušajo samo narodno zabavno glasbo, ampak to ni vajina stvar. Ne poslušati neizživetih sanj od mam in tašč in prijateljci in kaj so one, ker je to vajin dan in vajina poroka. Oni so to že vse naredili. 10, 20, 30 let nazaj, pa takrat je bilo vse drugače. Če si želite poročiti pod slapom, naredite to. Če si želite poročiti v morju, naredite to. Če bi rada skočila s padalom, pa tako prišla dol, naredite to. Skratka, tako bom rekla, sam ne boje meja pri teh zadevah, pa pač, da imaš pa enega fajnega, kot ti organizira. Ali pa, če se ne čutita vidva dovolj suvereno, pa še nekaj, ne, res je zelo pomembno, če že ne date denarja za organizatorja, da vam je pač res budžet prevelik za ta del, ali pa da vam je škoda denarja, si pa vsaj prvošte koordinatorja. Taki pač vodi cel dan, ki je neodvisen od mam, tašč, prič, od vsega, ker je veliko prehranjeno, no, pa veliko nekih stvari na sam dan. Pa tudi to, da če poroka, nobena poroka, ko sem jo jaz delala, ni šla čisto po maslu, še vedno se je kaj zalomil, ampak zato imate tam organizatorja, on je tista prva blazina in vidva dejansko sploh ne bosta vedela, recimo, da sta imela policaje na poroki, ne. Pa so bili, ampak ne bosta vedela. Tako da, to je to. Ja, si vse povedala, bravo, lej, spet sem pozabil tvoj težek priimek, Vita Zagoričnik, Plečnik, Zvodnik. Zgoznik, sam to je moj dekliški priimek, zdaj je Lipičnik, tako da jaz se podpisujem Vita z Lipičnik. Vita z Lipičnikom, a veš? Vita Zgoznik, Lipičnik. Torej, dame in gospodje, to je bila Vita Zgoznik, Lipičnik.
Zelo zeben primek, ampak ko se ga enkrat naučiš, je to, tako da dajte zgooglati, vidite zgoznik lipičnik, za zmeri je ta podjetje, ne, rečemo Ja, kaj, za zmeri. Za zmeri, ki to organizira, torej dajte zgooglati, dajte počekirati, ne, tudi če se ravno zdaj ne poročate, lej, treba je to rezervirati za naprej, punca dobro dela. In je zasedena, kot kaže, ne, veš, tako da dajte se čim prej zdilati, zmeniti tisti, ki pa se nameravate poročiti, ne, z prve roke povem, ne, pazi, opa, ne, preko sem rekel, če je kakšna konkurenca obstaja, sem sedel v butastega, ker vem, da konkurenca je brutalna, ampak malo sem čekiral, preverjal gor dol, pa ti moram reči, da si me ti najbolj prepričala, ne. Pa veš zakaj, ravno zato, ko si rekla, ker jaz sem se malo pozanimal tudi pri drugih, imaš mislila, veš? Mislim, da je to naključno, ne? Kao, če je zdaj prišel pa meni, ki drugih ne pozna. Ne. Okay. Marsikoga jaz poznam, Naredil par si ljudi, domačo ki so z Ljubljane, by the way, ne? Tudi iz tujine, jaz sem svetski človek. Lej, delajo dobro, ne bom rekel, delajo slabo, ampak manjkalo mi je ta tvoj gušt, veš? Ta tvoja strast, ta pristnost, ko tudi odfukaš velik denar, če ne boš nekoga začutil. Jaz ti to res verjamem. Ne? In tudi ljudje ti bodo verjeli. In zato sem rekel, to punco treba izpostaviti, ker dela res srcem. In to je za poroko, ki je ljubezen. Poroka je ena velika ljubezen. Če imaš ti tam načrtovalko, pizda, ki je zoprna, ne? Ki ne dela to z dušo, telesom, srcem, pizda, ti bo poroko zajevala, če me ne vprašaš. Ne? Zato jaz tebe priporočam zdaj naprej. Ne? Če boš pa ti kdaj mojo poroko organizirala, to bomo pa razpravljali, tu še nismo. Jaz imam še za roke do poroke, imam ogromno časa še. Tako da nič, dame in gospodje, no, to je bila načrtovalka porok, mislim, kaj ne rečem. Ne morem reči, da sem naredil podcast v bistvu o neki taki stvari. To si nikoli nisi mislila. Ne, to pa res ne. Je zanimivo, mislim, da bo mnogim zanimivo, ne? Če ne bo, jih bomo prepričali, da bojo gledali. Ker veš, ni to zdaj nekaj zelo glasnega, ne? Razumeš, neki škandal, da mi je zdaj res neke klipe, da bo to viralni mega hit, ker se nič takega ti ni zgodilo, noben ni ga ubil, noben ni ga prevaral, noben ni ga zaklal, razumeš? Ne, samo mogoče je pa to glih dobro. Ja, se pravi, jaz nisem imela nobenega takega škandala. To želim mogoče ljudem položiti na srce, da tudi kakšen lep podcast, ljubezenski, mi pa širimo ljubezen zdaj. Absolutno. Ne škandale, ljubezen širimo. In emocije, čustva. Ja, tako, dajmo to izpostaviti, da poroka je lepa stvar in če imaš še zraven nekoga, ki ti to dobro organizira, pa pizda, to je lahko res popoln dan. Tako da dajte jo poiskati, najti, zgooglati. In jaz sem prepričan, da vam ne bo žal. Ja, mi imamo 2 slogana, veš. Opa. En slogan je pocukramo ljubezen, da jo še dodatno osladimo. Drug je pa tak, da ustvarjamo emocije oziroma čustva in dogodke, o katerih gostje govorijo še leta. A to imate vi. Ja. Svilna fin love story. Ryan O'Neill, Ellie McGraw, res da je ona umrla na koncu, žalosten film, ko strela, ampak tam je znameniti citat, da v pravi ljubezni ni upravičevanja, ki ga jaz razumem kot v pravi ljubezni nič ni patetično, nič ni preveč sladko. Ja, res. Milijon srčkov, milijon pizdari, to je vse fajn, to je vse lepo. Tudi če drugi gledajo to, kot da jim bo cukor zrastel, ne, pusti ti druge. Če ti to čutiš, če ti želiš vsak dan 1000 srčkov nalimati nekam, nalij mi jih. V pravi ljubezni ni patetike. Prava ljubezen je, tam je dovoljeno vse. Vse je dovoljeno in ravno to, zdaj, ko si rekel, da ljubezen še podcukrate, bravo, zakaj pa ne? Ne bo to res sladko, Točno. Ne bo overdose, Poročen dan mora biti overdose. Tako da spravimo še tistega najbolj zajebanega fotra, oziroma najbolj zajebanega atija. Ne, da se bo joku tam, ali pa da bo, ne vem, imeli smo tudi primer, ko ne veste, še ni videla atija jokat. Bravo. Mogoče je bil žen in tako čuden, pa ne bilo žal. Ampak to je to, kar mi delamo. To je to, kar mi delamo. Dame in gospodje, to je bilo to. Se vidimo na poroki, Sem dobro rekel? Ja, super. Jaz ko mi čakam. Ker to bo tudi za zmeri. Ja, to sigurno. Držite se. Ajde, čau.